očitno ostajate predsednik državnega zbora. Kaj to nekako pomeni za delovanje parlamentov naprej? Glejte, veseli me, da smo priča takšnemu rezultatu, torej, da je na koncu prevladal nek razum, da v teh časih ne gre spreminjati vodstva tako pomembne ustanove, kot je državni zbor. Dejstvo je, da so bili poslanki in poslanec danes pod velikim pritiskom, pod raznimi grožnjami, tudi s tem, da se bodo zgodile volitve in podobno. Verjamem, da vsak od tistih, ki je na koncu ostal v hali oziroma v dvorani, ni imel oziroma je bil pred neko težko odločitvijo, ampak vendarle je na koncu zmagal razum in to je zelo pomembno tudi za neko bodočo prakso. To je, da državni zbor kot najpomembnejša in osrednja demokratična institucija ostane suveren in da se ne pusti diktirati strani vlade. Računate, da bo to zadnji poskus vaše razrešitve? Ne bi o tem špekuliral, tako da težko to komentirati. Ampak vendarle nekako velja, vlada, vladajoča koalicija nekako ima tudi neko glavno besedo, kar se tiče vodenja parlamenta, drugače težko to spelje vladno politiko. Zakaj mislite, da je pomembno, da ste vi ostali na čelu parlamenta, zakaj se niste vendarle omaknili? Poglejte, jaz se s tem, kar ste kar povedal, ne morem strinjati. V veliko parlamentih po svetu je vodenje parlamenta poverjeno osebam, ki niso vezane na mandat. Torej, predsedniki parlamentov, spikeri, imajo to drugačno vlogo oziroma drugačen mandat kot preostali poslanci, prav zato, da ostanejo v razmerju ne samo med koalicijo in opozicijo, ampak tudi v razmerju do vlade neodvisno. In jaz mislim, tako kot sem to doslej opravljati to funkcijo, dokler bom zasedal še naprej, torej neodvisno od tega, ali je del te koalicije sedaj pravkar neuspešno poskušal zamenjati predsednika državnega zbora. Se vam zdi to kot nov korak k neki novi večini mogoče? Boste sodelovali zdaj z opozicijo bolj intenzivno? Glejte, zagotovo bom. To mi funkcija narekuje, da moram z vsemi sodelovati, kar se da intenzivno. Tudi vi ne ste bili, pa do sedaj je bila praksa in tudi vi ste bili postavljeni nekako imenovani na to pozicijo kot predstavnik druge največje koalicijske stranke. Ja, to drži. Dejstvo pa je, da danes nimamo kakšne nove koalicije, ki bi imela drugo največjo stranko. Danes imamo staro razpadajočo koalicijo, v kateri ene stranke ni več, druga ima samo še polovico članov. In te okoliščine so pač posebne, takšnih okoliščin še ni bilo. In dejstvo je, da tako kot so nekateri rekli, in kar sem tudi omenil že v svojem govoru, ne samo, da sam nisem član koalicijske stranke, tudi nekateri ministri niso člani koalicijskih strank. Po drugi strani pa, ko se omenja predčasne volitve, dejstvo je, to lahko pogledamo sejo, ki se je danes iztekla, vlada pri svojih zakonskih predlogih še vedno uspešno dobiva potrebno večino. Ampak kako gledate na to? Sami ste omenili strašenje s predčasnimi volitvami, pa vendar vidimo, da vladna koalicija torej nima 46 glasov. Kaj sledi? Jaz tega dogajanja v zvezi z menjavo predsednika državnega zbora ne bi primerjal z tem, kar se dogaja v zakonodajnih postopkih. Namreč ta rezultat ne napoveduje, da vlada tudi v prihodnje ne bo imela večine v državnem zboru. Jaz ocenjujem, da bo imela, da je z nekaterimi poslanskimi skupinami, nekaterimi poslanci sklenila ali pisne ali nepisane dogovore. In mislim, da tukaj ni kakšnega posebnega vprašanja. Saj zaenkrat se ne nakazuje. Vi ste danes ustanovili svojo poslansko skupino, opozicijsko ali koalicijsko, da ste vi podpisali sporazum, najbolj vam bo ponujen. Dajte kaj o tem povedati, no danes še nismo nič slišali. Mogoče gospa Sloga, ali boste se torej priključili tem 4 strankam, ki že tvorijo nek blok v parlamentu? Mi smo seveda z razlogom zapustili to koalicijo in ni bilo naš namen, da bomo podpisali s to koalicijo kakršenkoli sporazum. Opozicija. Se pravim.
Je pa rezultat 45, ne, to pomeni en glas, recimo, bi zmanjkal vladajočim strankam za razrešitev, spravi eventualna, recimo, vrnitev Zdravka Počivalška v parlament, pomeni menjavo predsednika lahko pomeni menjavo predsednika državnega zbora. Je to možen scenarij? Zagotovo je možen, ampak kot je že rekel predsednik državnega zbora, glasovanje današnje je zelo specifično. Jaz mislim, da se bodo tudi tukaj zdaj mogoče razmerja nekoliko pomešala. Zakonodajna glasovanja so pa zopet druga zgodba. Pa če smem še nekaj dodati, gospod Božič, to bi bila neka zelo nenavadna politična akcija. Mene to spominja mogoče na tisti film Terminator, ko se vrne v preteklost zato, da bo likvidiral nekega božja upora. Gospod Zorčič, vas sluga gospod Marek, oseb se nima državno vprašanje, da imate svojo nepovezano poslansko skupino. Ali lahko pričakujemo, da se boste začeli pogovarjati, sodelovati s stranko Desus, ki je pač njihovi poslanci so očitno neka skupina, ki pač na nek način konstruktivno podpira vlado, ste posebej stranko, ki pa je želi biti opozicijska, začeli nekaj pogovora o sodelovanju, kako pričakujemo? Ja, kot smo že napovedali, mi si želimo, da bi bili mogoče ravno mi tisti, ki bi zdaj bili v neki novi vlogi nekega povezovalnega faktorja na vse strani in zagotovo bomo odprti za sodelovanje z vsemi, s tistimi, ki bodo seveda takšno sodelovanje želeli, upravili pogovore in se potem na podlagi teh pogovorov naprej odločili. Kakšno zdržalo od vas pričakujemo, ne, približevanje Desusu, kar se tiče Desusa, zdaj pač opažamo, da je opozicijska stranka, ki iz opozicije podpira vladno koalicijo. V kakšnem smislu, no, samo to me zanima. Jaz mislim, da mora najprej tudi Desus seveda sam pri sebi razčistiti, v kakšnih razmerih so in v kakšnih želijo sodelovati. Mi pa se bomo seveda odločali po svoje, predvsem na to, da najdemo neke skupne točke, se poskušamo povezati, ker menimo tudi, da tudi na dolgi rok to povezovanje na sredini je edina pot, ki jo lahko vsi skupaj v bistvu uberemo. Mogoče sem še to, velikokrat se v parlamentarni zgodovini zgodilo, da je, če večja skupina poslancev potem ustanovila samostojno poslansko skupino, da je potem tudi kakšna stranka nastala za res in tako naprej, ali imate take načrte? Jaz mislim, da je prezgodaj o tem govoriti. Nedavno nazaj sem v enem intervjuju omenil, jaz mislim, da tu delimo svoj pogled. V prvi vrsti moramo vsi narediti napor k združevanju, potem pa še Hvala lepa. Se pravi, kaj to pomeni zdaj, gospod Krivec, za koalicijo? Nekako se zdi, da je to očitno prvi poraz te koalicije v teh velikih političnih odločanjih. Ja, lejte, napovedali smo 46 glasov in dejstvo je, da se je tako imenovana opozicija tega ustrašila in zato svoje poslance umaknila. Se pravi, da ne zaupajo svojim poslancem, ker dogovor je bil pač tak, da smo mi to lahko preštevali. To bojo morali sami ugotoviti, s tem razlogom tudi ta zadeva v tem prvem poskusu ni uspela, kar ne pomeni, da ne bomo poskusili še enkrat. Želeli smo zadevo hitro rešiti ravno zato, ker se je gospod Zorčič pač tako odločili, smo želeli še v okviru te nujne seje zadevo pač spremeniti, postaviti na čelo državnega zbora rekel svojega predstavnika, kar je po neki parlamentarni praksi tudi običajno. Ne gre za noben rokohitrski poskus, ampak za to, da se v nekem normalnem okolju postavi predsednika parlamenta, ki ima zaupanje koalicije in da se delo normalno naprej nadaljuje. In to v okviru rekel neke seje, da ne špicujemo nekih posebnih sej in da se izognemo ne nazadnje tudi temu lockdownu. To prvič ni uspelo, bomo pač zadevo proučili, pogledali, kje je manjkalo in nadaljevali s tem. Ste imeli dogovor z dvema opozicijskima poslancema in ste računali v tej izjavi 46 glasov brez obeh manjšincev? To ne morem komentirati, jaz sem povedal, da smo imeli zadost glasov, to drži, če ne bi prišlo do obstrukcije, bi se verjetno to pokazalo, ampak zdaj lahko vsak sam špekulira tudi, kdo od 47, ki je noter dvignil glasovnico, ni glasoval za razrešitev. Mi smo vseeno pričakovali, da bo, tako kot je bila običajna praksa, predsednik državnega zbora
odstopil sam, kar je bila praksa do sedaj in da bomo glasovali samo o novem predsedniku parlamenta. To se pač ni zgodilo, zato tudi verjetno ta manever opozicije z obstrukcijo, ker so na nek način slutili, da je nekdo še, ki bo to zadevo podprl. V prvem poskusu, kdaj lahko pričakujemo drugega torej? Oziroma, če... Zdaj se moramo pač usesti in pripraviti naslednji scenarij. Sej nobena stvar ne gre odnosno jutri, pač prvi poskus ni bil uspešen in gremo naprej. Ne nazadnje, tudi gospod Zorčič, ko je bil glasovanje, je dobil samo 48 glasov. A to pomeni, da se po poslanske klopi vrača Zdravko Počivalšek v 46. No, tudi to je eno od, bi rekel, rezervnih scenarijev, vendar o tem bomo razmislili in nadaljevali. Časnim volitvam morda po vaši oceni? Mislim, da ne. Koalicija funkcionira, če ste gledali vsa glasovanja, tudi današnja, nikjer ni bilo problema, koalicija, opozicija, to je pač neko prestižno vprašanje in očitno bo treba malo več na tem narediti, ni pa nič izgubljene. Torej, lahko... Videli ste, da tudi Zorčičev nismo učitelj nobenega, preko slabega dela, karkoli, kar bi bilo povezano z njegovim delovanjem kot predsednik državnega zbora, gre za neko politično higieno, da pač nekdo v opoziciji običajno ne vodi državnega zbora, to nikjer v Evropi niti na svetu verjetno ne funkcionira in ne more na dolgi rok funkcionirati in pričakovali smo, da bo verjetno v zaključku svojega govora mogoče odstopil, tega ni naredil in pač moramo ponoviti vajo. Ali to pomeni tudi za podpredsedniška mesta, glede na to, da so se pač ta razmerja znotraj koalicije spremenila in da je Desus izstopil iz koalicije? Ne, podpredsedniška mesta ni imel s tem nobene veze. Kaj pa mesta odborov, pa komisij? To morate pa zdajšnjega predsednika vprašati, se on skrbi za to, da se to uredi, ne poslanske skupine. Tako da vsi ti očitki, ki so leteli na nas, grejo v bistvu na predsednika državnega zbora, ki bi to lahko uredil že v tem delu, ko je pač predsedoval. Kolegica preprašala, da boste spustili svet za kandidatom, gospodom Horvatom kot... Mi še z nobenim kandidatom nismo spustili. Gospod Tonin je kar povedal. Mi smo imeli sam glasovanje o razrešitvi, nismo nobenega kandidata še predlagali. No, pa gospod Tonin je že napovedal, da bo predsednik omenjal gospoda Horvata. Javno. No, lejte, gospod Tonin je me vprašan, ali bo gospod Počivalšek ali nekdo drugi je pač povedal, kaj preferira, ni pa napovedal, kdo bo in kako bo. Dokler ne je vloženo v proceduro, je pač to mnenje enega od podpredsednikov strank. Ravno gospod Horvat je danes, je včeraj zvečer rekel, da če ne pride do zamenjave, da to pomeni predčasne volitve. Glejte, sej v tem državnem zboru je bilo že marsikaj izrečeno, pa verjetno se vsi sprašujete, kje je to, polanski sneg, se pravi, to je bila njegova pravica, da komentira, upam, da mu to ne osporavate, pa če on je tako videl situacijo, na koncu je pa treba preučiti in se na osnovi tega odločiti v naslednjih korakih. Pravi, gospod Horvat ni edini in zadnji možni kandidat za zamenjavo. To jaz nisem rekel, jaz sem povedal, da nismo še nobenega vložili in da počakajte, da vložimo takrat, ko bo gospod Zorčič še razrešil. Ko sem, ne vem, če ste že odgovorili, se upravičujem, ampak ali to odpira scenarij, po katerem bi se gospod Zdravko Počivalšek vrnil v parlament in mogoče on prevzel vodenje parlamenta, ker s tem bi pač dobil še en glas in opozicija bi izgubila en glas. Lejte, to je vse stvar dogovora vnaprej in analize sedanjega stanja in tega, bi rekel, glasovanja, na osnovi tega se bomo odločili kako naprej in pravi določene pogovore tudi z ostalimi poslanskimi skupinami. Zdaj, omenim ste, da se morate o nadaljnjih postopkih še pogovoriti, boste pa nov predlog razrešitve nedvomno vložili? Vsekakor, sej mi ne poznamo parlamenta, mogoče ga vi, kjer bi pač vodja parlamenta bil iz opozicije. To ne obstaja. Na kratko pa menite, če sem sprav preslišala, da je tem makajočim glasovom botrovala obstrukcija pač opozicije. No, jaz to trdim, zdaj težko je špekulirati, glede na to, da jih ni bilo na glasovanju, ampak dejstvo je in to se je videlo tudi iz tega, da so poslance umakali, nam so očitali ob glasovanju pri zamenjavi predsednika oziroma takrat, ko so predlagali gospoda Erjavca, da nismo dvignili glasovnice in da je to nedemokratično in da se
poskušamo nekje skrivati, ampak nismo transparentno pač povedali, da ne dvignemo glasovnic. Oni zdaj, ker niso bili prepričani, so vse poslance umaknili iz seje. Tako da dvojna merila še vedno obstajajo. Komu učitajo, da drugo pa naredijo. No, ampak oni v opoziciji pa ravno obratno, ne, komentirajo, češ, da so s tem naredili bolj jasno sliko, kdo sploh podpira vlade, kdo ne, in da oni pač ne podpirajo. Jasna slika se kaže na vsakem glasovanju. Ne? Vsako glasovanje je pomembno, vsak zakon je pomembno za državljane in tam se vidi, kdo ima večino. In zdaj moram reči, da ta večina ni bila nikoli pod vprašanje. Ta zadeva okrog gospoda Zorčiča pa mogoče malo pregreta, malo prestižne narave in tu se pač stvari mogoče malo drugače porazdelijo, ampak potrebno upraviti razgovore, umeriti žogico in pač nadaljevati. Torej, tudi gospod Zorčič je prej nekako tako dejal, da ta rezultat po njegovem mnenju ne napoveduje neke večine vladne pri glasovanju v državnem zboru. Se strinjate, če gospod razumete? No, sem povedal, da vsako glasovanje je pomembno, vsako glasovanje je zase in do zdajšnja glasovanja ne kažejo na noben odmik od tega, da bi vladajoča koalicija, kakorkoli jo imenujemo, imela kakšnekoli probleme z glasovanjem. Morda sem še to glede počasnih volitev, predvidevam, da vi ocenjujete, da mogoče ne bi imela najboljša ideja zaradi tega, ker smo v epidemiji in ker nas čaka predsedovanje v Evropski uniji, ste pa verjetno pripravljeni tudi na to verjamem. V naši stranki smo že eno leto pripravljeni, ves čas imamo to pripravljeno, sigurno pa nismo tisti, ki bi to zagovarjali v tem trenutku, ker so stvari preveč resne, da bi se igrali z usodo tako države kot državljanov. Mogoče zaupnica, kakšna je tudi eno od... Mogoče bo na kakšen zakon, sigurno pa ni ta, rekel, prestižna zadeva okrog predsednika državnega zbora take narave, da bi se tle igrali z nekimi zaupnicami. Mislim, da bo kakšen zakon bolj pomemben v nadaljevanju.